Ljubljana je bilo v tistem času mesto z okrog 100.000 prebivalci, bilo je več srednjih šol, univerza, vse v celoti. In jaz sem ravno končal svoje študije tik pred vojno, odslužil še vojaški rok in potem sem se vrnil nazaj in sem nastopil službo septembra leta 1940. In sicer sem predaval v glavnem zgodovino, v manjši meri pa zemljepis. Šola je bila v redu, sorazmerno obsežna, to je na Ovegovi ulici, imeli smo verjetno kakšnih 1600 učencev, bilo nas je 86 profesorjev in vse ostalo osobje. Drugače razpoloženje, kakor je pač bilo tik pred vojno, napetost v zraku, skrb ljudi, kaj bo. Vsi smo vedeli, vojna je pred vrati, kajti na Poljsko so že udarili Nemci in Poljska je bila kapitulirana. Čakali smo, kdaj in kako se bo vojna razvijala dalje. Vsi smo bili prepričani, da Jugoslavija ne bo ostala izven vojne, da bo prej ali slej potegnjena vanjo. Vprašanje je le bilo, kako in kdaj. Vsi smo upali, da je to za Slovenijo in za Slovence eden najugodnejših trenutkov v njihovi zgodovini, kajti prvič so bili vsi nasprotniki Slovenije, Italijani, Nemci in Madžari na nasprotni strani in bili smo prepričani, da bo zavezniška stran Zahoda v vojni zmagala, čeprav je v začetku izgledalo precej obupno po velikih nemških zmagah. Ali dvoma v nas ni bilo, vsi smo upali, da bomo ob koncu vojne imeli zedinjeno Slovenijo z Trstom in Gorico in može biti tudi s Celovcem v mejah slovenske države. To je bilo naše gledanje, naše razpoloženje v tistih mesecih pred začetkom napada na Jugoslavijo. Slovenija je bila v glavnem narodna katoliška dežela. Vse je pri volitvah je večji del katoliška Slovenska ljudska stranka dobivala veliko večino. Tako je na zadnjih volitvah decembra 1940 oziroma 1939 dobila skoraj vse poslance v državni zbor. Nasprotniki, to je Narodna napredna stranka, ne vem, ali je uspelo rešiti enega poslanca nekje v Prekmurju. V tem oziru je bila Slovenija prilično enotna, kar se tiče, kdo bo prevladal. Vprašanje je bilo v tem, vsi smo vedeli, kako komunizem skuša prevladati v Evropi, če že ne drugod. Tako je v Španiji je bila državljanska vojna in veliko Slovencev je bilo tam na republikanski strani v boju. To so bili v glavnem komunisti in njihovi somišljeniki. Tako jim je uspelo iz španske državljanske vojne rešiti cel kader iz preizkušenih borcev v državljanski vojni. In tako so bili oni trdno pripravljeni, tako psihično in fizično, imeli so ljudi na terenu, dočim komunisti sami, kot priznavajo, tedaj niso imeli v Sloveniji niti ne 500 članov, vsega skupaj nekaj čez 400. Torej vidite, kakšno je bilo splošno stanje, ampak uspelo jim je s pomočjo delno tudi katoliške strani. Tako je bil Edvard Kozbek z krščanskimi socialisti, ki se je vključil v Osvobodilno fronto.
In on je pridigal in se oglašal pozitivno stran socializma oziroma komunizma. In delno je po njegovi zaslugi del javnosti, katoliške javnosti, posebno na Gorenjskem in Štajerskem, prešel na njihovo stran, kajti Nemci, ko so zasedli slovenske dežele, so takoj izgnali vse učiteljstvo in duhovščino, večji del, vso inteligenco. Tako da so uvedli po šolah nemščino, duhovnikov, na falah ni bilo duhovnikov, v lojalstvu nemške pa še teh ni bilo dovolj. To je bilo razpoloženje, zato so imeli komunisti prosto pot za oznanjanje svojega nauka. In jim je, moramo priznati, kar dobro uspevalo, posebno ob sodelovanju krščanskih socialistov, Edvarda Kozbeka in njegove družbe. Jugoslavija je aprila 1941 naglo kapitulirala. Vojska ni bila pripravljena ne na moderno vojskovanje, vse je bilo še ostalo z volovskimi opregami, kvečjemu konji. Bil sem ravno v tistem razdobju, sem bil v vojski 39-40 in sem videl prilično, kako je bilo razpoloženje. Mi na kako vojsko v resnici nismo bili pripravljeni, čeprav so trdili, da ima Jugoslavija tretjo največjo vojsko v Evropi. Vse se je čez noč sesulo, posebno, ker Hrvatje so uganjali svojo nacionalno politiko in proglasili neodvisno hrvaško državo. Slovenija je obstala na strani, kjer nismo imeli več zveze neposredno z Beogradom. Jugoslovanska vlada se je umaknila najprej v Palestino, nato pa v London, kodar je skušala organizirati odpor. Tega je začel polkovnik Draža Mihajlović, ki se po predaji jugoslovanske vojske ni vdal, ampak se je na ravni volji v Srbiji zbral svoje somišljenike in odklonil predajo. On je začel upor in ga je stopil v zvezi z londonsko vlado, ki ga je potem imenovala za generala in za vojnega ministra. In on je potem organiziral najprej v Srbiji, to je bila jugoslovanska kraljeva vojska v domovini. To je bil njen uradni naslov. In najprej je bilo to v Srbiji, na Hrvaškem mu ni uspelo, ker Hrvatje so proglasili svojo nezavisno državo pod Pavelićem. Slovenija je bila tako odtrgana od jedra in je proglasila nekako, da bo narodni odbor prevzel suvereno oblast, dokler se situacija ne spremeni. Nato se je pa začela organizacija oficirji, ki so ostali doma v Sloveniji kot vojni ujetniki pravzaprav, ali so jih pustili Italijani v Ljubljani v miru, so bili v ujetništvu doma, dočim v Nemčiji slovenskih vojakov in častnikov ni bilo kaj prida, če je kdo bil. In tako je uspelo v Sloveniji organizirati najprej aktivne odrede jugoslovanske vojske, to je bil Notranji, Dolenjski in Gorenjski. Potem smo pa organizirali podtalno grupo, ki je predstavljala rezervu za potrebo, bi lahko poklicali in pozvali te ljudi pod orožje. Tako jaz sem bil odgovoren za ilegalno organizacijo v Ljubljani in sem imel nekako ob propadu Italije, ob predaji Italije,
1500 zapriseženih vojakov, ki so bili na razpolago za upoklic, če bi bilo treba, da ohranjamo red. Kajti naša naloga prvotno je bila, da poskrbimo, kadar bo vojne konc ali razmere, da bomo poskrbeli za red in mir, da ne bi prišlo do kakega nepotrebnega pobijanja. Nažalost, nam to ni uspelo, ker so razmere se tako zaostrile in spremenile, ko je bilo konec vojne, je bilo komaj kaj mogoče storiti, posebno, ker so Nemci odkrili našo organizacijo in nas pozaprli in odpeljali v koncentracijsko taborišče Dachau. Ja, jaz sem bil glavno odgovoren za organizacijo, povezavo. Imel sem z oficirji stalne zveze, tako da smo imeli moštvo pod kontrolo. Drugače pa smo bili mi v miru, mi nismo kazali nobene se v javnosti. To je bila potalna organizacija, mi smo bili tu samo za slučaj potrebe. Dočim na terenu so pa delali dolenjski in notranjski odred, torej te vojske. In tu so delno so bili v manjših praskah za komunisti, ker oni so organizirali torej potalno borbo, kako že hočete reči. Trdili se, da je to narodni osvobodilni boj, v resnici je pa šlo za izvedbo komunistične revolucije. Začelo se je tako, tako so v jeseni 29. oktobra, to je dan, ko so po prvi svetovni vojni proglasili neodvisno Slovenijo. To je bil nekako slovenski narodni praznik in tako so komunisti oziroma osvobodilna fronta proglasila, da ne bi bil na ta dan zvečer med 7. in 8. uro Ljubljanski trg, sredina Ljubljane, popolnoma brez ljudi. Ljudje naj bi ostali doma. Poziv je uspel. Glavni del, Kongres center Ljubljane, je bil tisto uro popolnoma prazen. Italijani so čudno gledali, kaj se je zgodilo, potem so še res spoznali, da je to ilegalna organizacija, ki kaže svojo moč. No, dober mesec kasneje, oziroma 1. decembra, je bil pa jugoslovanski narodni praznik, državni praznik. In OF je spet proglasila praznik praznih cest. Tokrat jim ni uspelo, kajti del Slovencev se je spoznal že, da je OF komunistična organizacija in ne narodno-osvobodilni boj. Niso poslušali pozivja, mesto je bilo polno ljudi. In to se je takoj pokazalo, narod se je začel zavedati, kje je. In v tem so v začetku decembra s to komunisti, je bila prva žrtev, ko so ubili inženirja Emerja iz Kranja, ker so ga obdolžili, da organizira proti njihovi vojski oziroma proti osvobodilni fronti svoj oddelek. To so ga potem enostavno ujeli in ubili. To je začetek, dejansko začetek boja v Ljubljani, dočim na podeželju so najprej planili po vplivnih in vidnih možeh, ki so delno tudi premožni, ki so jih proglasili za kulake, za nasprotnike ljudstva in jih pobijali kar vse na skrižem. To je od pozne jeseni 41, posebno hudo je bilo to 42. Tako so se v 42. spomladi
fanti po posameznih vaseh zbirali, se organizirali in se pripravili na odpor proti Osvobodilni fronti. Prišlo je do organizacije in nastopa tako imenovanih vaških straž. V kratkem je bila vsaj ljubljanska provinca vse navzkrižem oborožena, kar se tiče. Ti ljudje seveda niso imeli druge možnosti dobiti orožja kot pri Italijanih. Italijani, ki bi morali uradno skrbeti za red in mir, so se malo brigali za to, umaknili so se z večjih mest oziroma trgov in prepustili to po noči komunistom. Torej, fantje so se to obrnili potem na vojaško oblast, da jim naj da orožje, da se bodo branili sami, če jih oni ne branijo. In tako je, da so imeli, recimo, ko je Italija propadla oziroma se predala jeseni 43. je imela vsaka večja vas svojo vaško stražo in komunistični oddelki so bili bolj zadržani in vasi so bile kolikor toliko varne. Potem je pa takrat prišlo do kapitulacije, ko je Italija propadla, se je del vaških straž umaknil na grad Turjak in so od tam hoteli, upali, da bodo obvladali okolje, v resnici so pa partizani Osvobodilna fronta s pomočjo italijanskega topništva prišli in izsilili predajo Turjaka, na kar so potem ujetnike večji del likvidirali, pobili po delno brez sodbo, delno brez tega. In dočim so pa oddelek narodne oziroma jugoslovanske vladne čete je bil pa dol na bližini hrvaške meje, kjer so dobili namig, da ne grejo dol proti Istri, kjer da se bodo zavezniki tam eventualno izkrcali za upad v Slovenijo. Ti so se premaknili blizu dol hrvaške meje in tam so jih partizani za pomočjo hrvaških obkolili in po par dnevih boja so jim obljubili milost in predajo, potem so jih pa enostavno ujeli, so se predali, so jih pa brez kakšne posebne obravnave večji del pobili, čisto enostavno. To so bili dogodki in vojne v tem oziru, kar vam mi lahko. Odred jugoslovanske vojske dol, ki se je zbral dol na bližino hrvaške meje in štel kakšne 3000 mož, so sestavljali v glavnem liberalci. V glavnem, to se pravi, če razumemo, da je Slovenija bila katoliška, je morate bilo reči, da je bilo vsaj 3/4 prebivalstva, ki so stalno volili Slovensko ljudsko stranko, to se pravi katoliške stranke, in ostale pa so bili pa liberalci, kot so jih imenovali. In ta oddelek, ki je bil dol, je bil večji del sestavljen iz tako zvanih liberalnih Ljubljančanov in drugih. Ampak med vaškimi stražami in četniki pa tudi je bilo mirno, tiho sodelovanje. Vaške straže so pomagale in ščitile četnike, ker so bili na samem pred večjim nevarnostjo Osvobodilne fronte in njenih enot. To je bilo, ker so tudi oficirji so bili vaške straže so bile organizirane in so bile pripravljene pod vodstvom aktivnih oficirjev. Tako je bil, mislim, da je bil polkovnik Peterlin odgovoren za celo vodstvo vaških straž v Ljubljanski pokrajini. Jaz sem bil normalno učil na gimnaziji, nisem nikomur
ker nisem nikoli ne povedal, ne pokazal, kaj je moja odgovornost. Ni nihče vedel, niti ni, ker vse, kar je bilo, mi je direktor tega dne prinesel dekret, da sem predstavljen v Novo mesto. Jaz sem mu rekel, da so sicer ožje rojaka, on je bil doma z mojega konca in sem rekel, da jaz dol ne bom šel, če je mogoče, da mi dekret umaknejo, sicer se bom jaz odšel na teren. In on mi je rekel, žal, da on ne more nič narediti, jaz sem šel potem na bansko upravo, ker sem poznal te ljudi, glavni inšpektor za nas je bil moj bivši profesor, Žitnik, in sem šel, sem mu povedal, o čem je stvar, da sem v totalni organizaciji in da ne morem iti kar nekam drugam in da se bom umaknil iz aktivne službe, če me ne bodo pustili v Ljubljano. Tako je on rekel, če mi to, kdo mi lahko to potrdi, in sem mu dal ime enega mojega sodelavca, ki je bil na banski upravi zaposlen, in je rekel, v redu, oni so v dekretu umaknili in ostal sem v Ljubljani, ne da bi kdo drug kaj vedel, razen direktorja. On je vedel, da sem nekje, ni pa vedel, kaj sem. Ker nisem nikomur povedal. Ja, vse je zanimivo. Tako je med študenti je bil precejšnja agitacija za OF in tako so tudi dijaki. Po šolskih, po razredih je bil, so se razgovarjali pa premišljevali, kdo bo kje. In tako so v enem od mojih razredov nekoga obdolžili, da je član OF in ga javili direktorju. Direktor je bil zdaj, kaj se tam, Rupnikov, vsi so bili proti vsem temu in OF pa še posebej. In tako je direktor ga postal pred celokupen učiteljski zbor, pravi, naznanjen je bil kot sodelavec OF, kaj smo z njim narediti. In mi smo tam sedeli vseh 85, nihče se ni oglašal, vsak, veste, je bil tudi razpoloženje ljudi. Ljudje so se bali. Tisti, ki so bili za OF, so bili tih, ker so vedeli, če se bodo oglasili, da bodo prišli na črno listo in na to v zapor. Tisti, ki so bili pa proti njim, pa niso marali nastopiti, ker se niso marali izdajati, da so povezani za ilegalo. Tako vse je molčalo. Nekaj časa pa ni nič, se pa jaz sem bil pravzaprav najmlajši v tisti grupi oglasov in sem rekel direktorju, fant je komaj 15 let star, kako moramo mi od njega zahtevati, da bo daj to razumel, pa prav presodil, ko niti tla med nami je veliko, ki ne vejo, kaj in kako. Predlagamo okoli po celokupnem učiteljskem zboru in fant naj doštudira. Zdaj, vsi so čudno gledali, kako da se oglasil, direktor sam, pa mi začeli čez mizo roko ponujati. In to smo sklenili in smo ga pustili. Zdaj, direktor ni vedel, kaj je, tega mojega svojega zaupnika vprašal, pravi, kaj pa mali pod za grmom. Vedel je, da nekaj može biti, da se jaz ne bi sicer oglašal. Je pa zanimivo, oni ofali so pa mislili, da sem njihov. In tako so imeli, mi smo imeli na gimnaziji fizično inštitut in tam je bil radio pa vse druge stvari in od tistih, ki so gor bili, so stalno poslušali radio London pa radio Berominster v Švici. In so zjutraj in kasneje popoldne poročali, kaj sta poročala, kaj je novega v zunaj in pa na bojiščih. In da oni so tisti ožji krožek, je samo članom OF, tisti, ki so bili, je to vsak dan dostopil do teh novic.
In da so mene vključili v ta krožek in so mi pravzaprav pomagali točno vesti ene in druge iz Londona in iz Švice. Tako sem jaz bil kolikor toliko, kar se tega tiče, zagotovljen in mi ni bilo treba skrbeti od druge strani, kje bom kaj dobil. Tako to vidite, kako so te stvari šle. Ja, veste, življenje gre svojo pot in stvari so se zaostrovale. Potem, ko je namesto vaških straž nastalo domobranstvo, je bilo boljše organizirano. Oni so potem tudi svojo obveščevalno službo, Rupnik je imel svojo obveščevalno službo, v kateri so bili nekateri moji študentje, pa tudi en moj kolega šole. Tu smo imeli tu posamezne stike, pa ne da bi vedeli, kako. Vedeli so eventualno, da sem jaz nekje zraven, pa ne dosti več. Ampak stvari so šle naprej, vojna se je zaostrovala, vedno bolj med domobranci, pa med ilegalo, drugo ne, vladno ilegalo, s katero sem jaz vodil. In tako so me enkrat, proti koncu leta 1944, jaz sem bil ravno, so me naprosili, da sem šel na Petkovsk, kjer je ložiral notranjski odred četnikov in so bili hoteli praznovati 1. december, to je jugoslovanski narodni praznik. In sta bil tako, sta bila oba odreda, notranjski in dolenjski, in mene so prosili, da sem šel gor v imenu Slovenske ljudske stranke in v imenu ilegale te četnike gor pozdraviti. In tako sem bil jaz na Petkovcu in dol me je peljal z Ljubljane. Ljubljana je bila blokirana. Vi niste mogli z Ljubljane ven brez pasaportov ali kakorkoli. Jaz ga nisem nikoli iskal, ker kakor bi ga iskal, bi me že imel na neki listi. In sem rajše vzel samo na policiji svoje zaupnike, pa sem enega od policajev, da me je aretiral v Ljubljani, pa me je peljal ven in me je prišel potem spet aretirati na Vrhnko, pa me nazaj v Ljubljano pripeljal. No, in tako ta pride gor, me na Vršniki sva srečava, pravi, vas zahtevajo Rupnikovi za nujen sestanek, za nujen razgovor. Jaz sem rekel, kaj pa vam jaz tam opravka? Je rekel, pri meni je bil ta in ta, to je bil moj sošolc z gimnazije, Viktor Žibert, pravi, on je prišel in on pravi, da se morata še nocoj srečati. No, in on me potem sem prišel in on se je potem predstavil kot zastopnik slovenske Rupnikove tajne službe, da je rekel, zgleda, da si ti nekako odgovoren, da imaš neke zveze z drugimi, ker jaz sem imel zvezo z vodjo domobranske obveščevalne službe, ki je bil sicer aktivni oficir in v naši organizaciji. Zato sem vedel, kako je, in on mi je marsikaj stvari pripovedal tako o domobrancih in seveda tudi, kako se Rupnikovci komandirajo. No, in jaz sem rekel, da pravi, zahtevamo od tebe, da boš vsi vaši podatki ali karkoli jih imate, da jih neposredno daste nam Rupnikove obveščevalni službi. Ste rekel, Viktor, iz tega ne more biti nič. Vi ste dobili, vi dobivate, kar se tiče komunistov, kar je nujno za vas, drugega, to se pa vas ne tiče. Je rekel, je to tvoja zadnja beseda, ste rekel, zadnja. Zapomnim se, ti si tudi član ilegale in če se kaj zgodi, boš ti za to odgovoren, karkoli že. No, drug dan so nas po vrsti prišli, so jih aretirali. Moja sodelavca za Bežgrad je bil pater Klavdij pri frančiškanih, ki ima najbolj možnosti organizirati in potihem in pri
V sredi mesta je bil pa pri frančiškanskem Tromostovju pater Beno, tudi moj dovolj prijatelj, je bil pa za tisti okraj. In da je seveda, ti ljudje so bili, ti dva sta bila med prvimi, ki so jih zaprli, pa na prevodu sta bila ena, dva mojih sodelavcev. Ti so prvi zaprli. Mene so dobili na cest pred kavarno Evropo, ko sem šel na postajo, da se pelem v Trst, kjer so razbili obveščevalno službo in so rekli, da naj grem tja, da bom videl, kako je, pa da bom povezal niti, kako je v Trstu. No, in so me tam zaprli in potem sem bil tam zaprt vse do konca, dokler mi niso odpadali dahov. Zaslišvali so me zjutraj in zvečer, cel dan, dopoldne in popoldne. Zanimivo je pa to, kljub svoji spretnosti so bili nerodni. Mene so zaprli, pa so me pustili 3 dni, ne da bi me kaj vprašali, zaprtega v samici. To je bila celca majhna. In potem, ko so me pa 3. dan zvečer so me poklicali gor v svojo, v Slaviji, kjer je bil njihov glavni stan, pa so me začeli spraševati, jaz pač rekel, da nič ne vem, ne. Pa so dolgo časa, pa ni bilo nič, pa so pa poklicali, pa nekoga kličejo in pripeljejo enega mojih sodelavcev. Zbitega, zdelanega, kot bila Kristus na križu. In ga pripeljejo noter, ga tam postavijo pred mene, pa mu pravijo, no, zdaj pa povej, kaj je. In ta uboga duša pretepen, kakor je bil, je rekel, Vinko, vse vejo. To se pravi, njega pa verjetno so še druge toliko mučili, da so povedali, kar so vedeli. Zdaj, moja hitro misli samo to, kaj on in tisti, kaj so vedeli. Ker naše načelo je bilo nikomor ne povedati več, kakor nujno rabi, da bo svojo nalogo izvršil. Zdaj, se je to ve, to ne. In v tistem krogu sem se pol vrtil, kar je on že priznal, to nisem od njime smisla tajiti. Vse drugo sem pa rekel, jaz sem zraven, sem član, ampak to je vse. Tako, ampak so me, se pravi, 2 meseca in pol vsak dan klicali, da so mislili, da jo še kaj z mene ven zvlekel. Ampak tega ubogega reveža so potem obdolžili, ne, naenkrat ste v zaporu, je nekaj ste navato. Mi smo v gestapovskih zaporih, ker nas je bilo takrat od regije zaprtih kakšnih 60. In smo se vse med seboj pohvalili gor čez steno, smo vedeli, kako je. In tako enega dne mi sporoči ta ubogi kolega, ki so ga imeli, pravi, Vinko, mene spet tako bolijo in mučijo, ne bom mogel zdržati. Pravi, da sem jaz vodja obveščevalne službe. Prav, ti veš, kako je. A moraš kaj narediti? Ja, sem rekel, ja, kaj pa jaz moram daj narediti? Premešljivost sem pa premešljivost. Rekel, nič drugega ne morem narediti, razen da jim povem, da sem to jaz. Potem sem čez naslednji dan, ko so me spet zaslišvali, sem pa kar na lepem jih ustavil, pa sem rekel, vi, čemu preganjate tega in ga dolžite, da je to. Sem rekel, on s to stvarjo nima nobenega posla, to sem jaz. Vsi so me debel pogledali, koga je, tiste 3 gestapovci, med njimi je bil en moj dober znanc, Domžal, ko smo bili kot študenti skupaj. Za tisti večer so zaključili, smo šli in od takrat naprej so me postopali čisto drugače. Niso, noben me ni, noben silo ali kakorkoli ali grozil. Kar sem rekel, so mi ponudili, da če bom s njimi sodeloval,
je pri Gestapu prišel sam, vodja oddelka. Jaz sem rekel, veste kaj, da ste vi mene to vprašali leta 1941, ko ste Slovenijo zasedli, pa kar ste počeli, pa vse, kar ste počeli in delali, po vsem tem, pa ste bil z vami verjetno razgovarjal. Danes, ko se pa vaša barka potapla, pa da bodite to, da mislite, da šel jaz z vami. Pa je rekel, ja, boste šel po vdahu. Rekel, bom pa šel. Tako se je zgodba končala in res so me še dan preden so me odpeljali, me je srečal na hodniku, so me peljali ven. Je rekel, še imate čas. Sem rekel, hvala lepa. Pa me pa rekel, aber wir werden siegen. Mi bomo zmagali. Sem rekel, jaz sedaj, wir werden sehen. To je bilo najno slovo. Name ni nobene roke položil. No. Verjetno je bil delno vzrok to, ta moj šolski prijatelj iz šolskih študentov, mi smo imeli študentovsko društvo Kamniška Bistrica in tam smo bili skupaj s temo Miller Radost Domžal. Smo bili štetokrat skupaj, on, Bog pomagaj, že Gestapo je šel. In sem bil iznenaden, ko ga vidim tam. Ampak me je potem park, včasih me je on peljal nazaj v Ječo, pa mi je par stvari povedal, kako so. Morbiti je mislil, če bojo po koncu vojne, da bom lahko kaj pomagal. In res, preden so nas odpeljali v Dachau, sta on pa je drug slovenski Gestapo od Doline Litije, sta se pjana prišla not, ko smo mi čakali na transport, pa sta rekla, kaj bomo z njim naredili, kadar bo konc. Jaz sem izzivačna prišla. Jaz sem rekel, kar počakajte, se ne bo dolg. Me je pater Klavdij rekel, bodite tih, te jo še preči. Jaz sem rekel, že v redu. Za Dolino ja vem, da se je omaknil v Avstrijo, ampak mislim, da so ga nekje ujeli. Miller je pa ostal doma, verjetno je imel tudi zveze z OF in je upal, da ga bojo te rešili, ampak so ga potem zaslišvali in vse skupaj in potem je zginil. Žena je oziroma njegova okolica so rekli, da so jim rekli, da so ga poslali nekam v Srbijo. Ampak povsem so ga likvidirali. In ker jaz sem potem je moj prijatelj Jevnikar iz Trsta mi je vzel v ljubljanskem arhivu udbe, so Millerja zaslišvali v Ljubljani, ko so ga tam zadržali, da bi je lahko zaslišvanje vse skupaj. Torej vidim, da so ga tam imeli in žena njegova je bila ukrivljena, da enkrat jim je hotela v stik, pa jaz se nisem baral. Ampak vidim, potem so mi drugi Domžalčani rekli, da so ga verjetno, da ni o njem nobenega sledu. To. Ja, seveda se spomnim, da so zvečer ob 9 so nas iz zapora, to je bil znani policist Dolfus, ki je drugače stražil pred pošto. Smo ga vsi poznali, je vodil tisto našo enoto na železniško postajo, tam so nas ukrstali in smo čakali do jutri. Potem zjutraj so nas upeljali, na Jesenicah so nas bombardirali Amerikanci in je bil naš vlak zadet, tako je pa zanimivo. Zadeli so stroj in na zadnji vagon, kjer je bila straža. Tako da nam ni nobeno nič bilo. Ampak potem je pa vodja in nemški SS poročnik so rekli, da ne moramo naprej, da so vse proge razbite, ampak on je rekel, jaz imam nalog, da vas prepeljem v Dachau in vas bom prepeljal. In so nas potem peljali iz
Jesenic naokrog dol v Knifeld, nekje v Avstriji, pa daleč naokoli, da smo se 3 dni vozili iz Jesenic do Dachova, ki je od Münchna oddaljen 15 kilometrov. Če bi bili šli naravnost, bi bili v 2 urah tam. Tam so nas spravili ven in so nas peljali v zapor, v Dachau. Tam smo bili v čakalnici, oziroma to je bila velika halja. Smo se morali vsi sleči, oddati vso obleko, vse karkoli je bilo. So nas ostrigli, obrili in potem so nam dali tiste cebraste obleke in nas poslali v barake. In to je bil, taborišče je bilo grajeno za Nemce, za nasprotnike, politične nasprotnike Hitlerja. In najprej tisti so ga gradili in tisti so bili najprej zaprti. Danes so še lepo naključili. Vsaka baraka je imela 2 sobe, 2 štubi, smo rekli, in v vsaki je bilo prostora za 100 jetnikov. In so imeli svoje, vsak pograd in še nekje v skupni sobi, tam, ki je bilo za jedilnico, nekaj omarce, če si imel kaj svojega, da si lahko noter spravil. No, zdaj, ko smo mi prišli, to je bilo že vse zabasno, to je bilo že konec vojne. Nas je bilo v eni taki štubi 400. Morate misliti, mi smo bili kot ribe naloženi, sem pa tje v 3 štukah. Nisi mogel nič, vsi tam smo pač bili. Zjutraj smo ostajali ob 5:30, smo se zbirali na tako zvanem Apelplacu in vsak, kdorkoli je bil zdrav, je moral iti lopato pa delati. Ven smo hodili, duhovnike so pustili not, ker oni so imeli skrb, da so skrbeli za vrt, ker so gojili čajev. In ta vrt so skrbovali duhovniki, niso hodili ven. Jaz sem bil pa v komandi, kjer smo zasipali jame, ki so jih naredili ameriški bombniki. In to, kdorkoli je moral iti, tja so šli in tam so potem nesli s seboj en kotel, neke vrste župe, ali kakorkoli je bilo, malo ene vode za kakšno koleno, pa s kakšno peso, pa malo biti kakšen krompir. To je bilo vse. In da smo nesli s seboj, da smo tam potem v poldne so vsak podali eno šalo tiste bezge, kakorkoli je bilo. Pa smo prišli domov, doma smo dobili pa nekaj podobnega čaja, pa 1/10 komisa. To je bilo vse, kar smo dobili za jesti. In da jaz seveda, nekaj časa mi je šlo vse v redu, pa sem pa naenkrat pa ravno na veliko nedeljo je bilo 1. aprila. Sem pa kar naenkrat dobil vročino, nisem se počutil dobro. Pokličemo, oziroma vsak blok je imel enega zdravnika jetnika. In na našem bloku je bil en Rus, vrač. Ja, pridem, pa pogledam, pogleda me po šlatu in rekel, tifus. To je bil pegavi tifus. Kdor je dobil pa pegavi tifus, so pa rekli, prijatelj, ti si že v pravu. Je bil nobenih zdravil, nobene stvari, ali si preživel ali to je bila tvoja stvar. In ta tifus je bil take vrste, ko so me pripeljali v tisti blok za bolnike, tam je bil en Holandec, zdravnik, me je pregledal, mer temperaturo in samo 42,5. On vzame tisti termometer, pa me gleda, ja, prijatelj, to je nemogoče, ti ne moreš imeti toliko, ti bil že mrtev. Tle sem, ne? Pa je šel, pa bi je sam termometer držal. Pa čakal, ga vzel, je rekel, imaš 42,5, ti bi moral biti mrtev, si tle živ.
Pa so me pa dali v one obkladke, na juho vročo, tako da bi bil znorel. In se bo potem tisto zmržil stran. In naslednji dan so me pa šel lekati tisto. Ko je prišel gestapovec, je rekel, no, tif, so me tam držali, pa sem bil pa tam not. In 10 dni nisem nič vedel, kje sem, kaj sem. Hodiš sem pa te, pa se zgovarjaš, ampak nisi pri zavesti. To traja pri tej bolezni kakih 10 do 14 dni. In ko sem prišel k sebi, toliko, da sem bil, sem prišel pogledat, ker tam je bil v prvi sobi bil moj znanec, slovenski narodni poslanec Žobot iz Štajerskega. Sva rekel, da ko sem not prišel, da sem pa ne bo glasil. In sem prišel tja, vprašal, kje so rekli, je že umrl. In jaz sem počas, nisem verjel, da bom prišel k sebi, sem bil še toliko slab. Pol so pa počasno se stvari, nekako sem malo te prve stvari letis, kljub temu malo pojedel in sem prišel k sebi, čeprav nisem verjel, da je sploh mogoče. Potem so prišli Amerikanci in oni so nas potem oskrbeli drugače in tako sem potem polahoma prišel k sebi in preživel vso to strahoto, pa sem bil pa, Amerikanci so se pa pobrigali za nas. Pa sem bil pa tam v Münchnu, sem šel v privatno stanovanje in sem tam smo imeli v mojem stanovanju potem parov še župnijo še skup. In tako so pa potem to delal. Tam z našimi jetniki, kar jih je bilo potem, pa smo bili. V Münchnu je bilo veliko srbskih jetnikov, ki so odklonili povratek v Jugoslavijo. In so jim Amerikanci dali na razpolago kasarno in so se tam uredili in vse skupaj. In mi, ki smo prišli iz kateta, smo se jim pridružili. Tako so imeli tam neke vrste polvojaško organizacijo v tistem. In to smo čakali tam do konca vojne. Potem seveda eni so šli domov, mi smo odklonili, tam nas je bilo 20 kacetlarjev, med njimi je bil doktor, bivši župan v Novem mestu, pa polkovnik Glušič in dva Frančiškana in še nekateri drugi. In mi smo šli amerikanskemu komandantu in smo rekli, da ne maramo iti domov. In on je rekel, zakaj, da ne smo povedali. On je rekel, da Tito je pejs mož, zakaj ne. Ko smo mu obrazložili, je rekel, ok, kar pajte. In tako smo potem ostali v Dune, dokler delali, kakor smo delali, za pomagali našim jetnikom in vse skupaj, dokler nismo šli potem v Ameriko. To je cela zgodba. Rupnik je bil star avstrijski oficir. Končal je avstrijsko vojno akademijo z odličnim uspehom. Izkazal se je tudi v vojni. V jugoslovanski vojski je tudi kljub vsemu, da je bil Slovenc, prišel do diviznega generala. Ampak v bistvu je ostal še zmeri germanofil. To je bil. In zdaj, ko je Jugoslavija kapitulirala, so Italijani pustili vse aktivne oficirje, kakor jih je bilo v ljubljanski provinciji, v Ljubljani, tu doma, da so ujetništvo preživljali v Sloveniji. In tam so se enkrat na mesec ali na dva so se zbirali in se pogovarjali, kako in kaj. In tako je enkrat v decembru 41. leta so bili skupaj in smo
Semenir in Rupnik je govoril tako, kot da so Nemci že vojno dobili, da je vsega konc za nemško stran in da bi bil navzoč tudi štabni polkovnik Prezelj, moj dober prijatelj, in ta je poslušal, kako je rekel, po vse vlasti je rekel, gospod general, mi smo še zmeraj vojni ujetniki, mi ne moramo se kar takole opredeljevati za eno in drugo stvar. Mi smo vojni ujetniki jugoslovanske vojske. In pravi, on ga je nekam surovo odvrnil in pravi, poslej, ker kosta imela moje delo težave. In zdaj seveda, jaz imam še druge zgodbe. On je na več krajih, tako je bil vrhniški župan Nace Hren. Ne vem, na kakšen način. On je v Rupnik večkrat šel k njemu in tako sta se pohvaljali. Nace mi je rekel, on je bil Germanij, ni drugega, tak je bil. In on je, Nace je bil mnenja, da je Rupnik je še na koncu upal, da bo tako zvano FAO orožje, FAO 1 pa 2, če se vi verjetno ne veste to, da bo to še preobrnilo konc vojne in je do tega upal do zadnjega, da se bo rešil. In tudi potem na koncu je pa on skušal, oziroma on bi bil rad vodil svoje domobrance, pa vse skupaj, da bi bil on prevzel jugoslovansko vojsko v domovini in da bi bil s temi, z vsemi drugimi vaškimi stražami, karkoli bi še bilo, se zabarikadiral na Gorenjskem in skušal se braniti pred komunisti v upanju, da bodo zavezniki posegli vmes, kot se je zgodilo v Grčiji. Ampak domobranci mu niso zaupali in naš smoter je bil, da bomo eventualno domobranci, ker večina domobrancev so bili itak člani jugoslovanske vojske. Mi smo samo rekli tako, da bomo Rupnika, pa komandirje čet, vse zamenjali, smo imeli pripravljene oficirje, ker ko bo konc vojne, one odstavimo in ti bodo prevzeli vodstvo in to bo jugoslovanska vojska. In oni so seveda to jugoslovansko vojsko oklicali, ampak ni bilo naš, ker bi bili morali to reči voditi in prevzeti, ker nas so bili gestapovci zaprli. To je zgodba. Ja, mi smo začeli torej Faro, to sta pater Klavdij, pa pater Beno, pa en vojni korat, Šeškar so bili. Jaz sem šel z njimi k nadškofu v Kromberg, to je bil nadškof iz Fargo, Nemc po rodu in smo se zgovarjali in on je potem odobril ustanovitev pomožne fare v Münchenu za slovenske begunce. In oni so potem to vodili, jaz sem samo bil, kolikor je bilo, posredoval. Drugače pa ni bilo nobenih sitnosti drugih in tako je, tam smo, veste, begunci so prihajali in da smo imeli moja soba oziroma moje stanovanje je bila pisarna in tako je enkrat prišla tudi neka Mara Šifrer iz Kranja in je povedala, kako je z njo in da se je registrirala, ker ona je imela pa v Ameriki 3 strice duhovnike. In ona je rekla, da bi z njimi obzvažila zvezo, da bo šla v Ameriko. In tam se je registrirala, mi smo jo upisali, no potem več sem bil ravno takrat jo doma in smo jo zaslišvali, ker veste, zaupati nismo nikomor. Ljudje so se vse mogoče lagali in govorili samo, da bi se rešili. In ona mi je povedala, kako je bilo, kako so prišli, kako so vse oropali
očeta odpeljali in ubili po mučenju. In taka, kot je bila, morate misliti, 24 let staro dekle, po srpskem očeta, v katerega je bila da malega zaljubljena, pa to se mu ne more pozabiti. Ne, in mi smo jo vzeli, ker je bila sposobna, dobro znala nemško, scenografijo, vse smo rekli, nabili smo jo, vzeli tam za tajnico. Tako je bila tam in počasi pa se seznanili in sva se potem zmenila, da ko bova prišla v Ameriko, da se bova poročila. Jaz sem šel septembra 1944 v Cleveland, ona je šla pa mesec kasneje v Chicago, ker tam je dobila sponzorja. Zdaj, to je še zgodba posebej. Ona je imela papirje vse od strica, ona bi bila lahko takoj 45. leta šla v Ameriko. Samo strici je poslal vse, ampak pošla pa ona na ameriški konzulat oziroma na komando v Münchnu, jo pa nemški stražarni not pustil. Jo je enostavno nagnal. In ne pa dekle že tako preplašeno pri srpskem, je pa kar šla, pa ni upala nič povedati, kako in kaj. Zdaj šele čez čas, ko je bila pri nas, jaz rekel, ne praviš, ti imaš, da imaš strice. Kaj pa si, kaj je bilo? Ja, je rekla, seveda sem imel papirje tle. Mama je pa povedala, kako je bilo. Ja, ljuba duša, ti ne moreš tole imeti, pa tle čakati, tam te pa stric čaka v Ameriki. Pa sem vzel, sem rekel, tiste papirje pa v srpskem, pa na ameriško komando in sem rekel, spet se tiste Nemci je hotel s tega stran, polju sem rekel, glej, ne zgineš. In sem šel not in seveda, on je rekel, tam je bil namestnik konzula, je rekel, vse v redu, imate vse v redu, vi lahko greste. Zdaj pa ona se je pa toliko privadila po vseskem delu, to je bilo nekje, mora biti 47. Je pa rekla, jaz bom ostala, dokler boste vi tole tle imeli. In je raje ostala tam, kakor pa ne bi šla sama. To je pa druga zgodba. Vse take stvari so se dogajale, človek ne bi verjel. Ja, Eksodus je težko reči, kajti mi smo bili popolnoma odtrgani. Ti so se v glavnem obdržali na Koroškem, delno na Tirolskem, redki so šli na svoje naprej. Jaz sem jih prvič te ljudi srečal v Clevelandu. Tukaj smo se razgovarjali o tem, kako je bilo, kako so lager organizirali, kako so imeli šole in vse skupaj. Oni so imeli v taborišču popolnoma kot normalno življenje. Ti so bili tiste 4 leta, so se počutili kar v redu. Otroci me pripovedal Kolarič in nekateri drugi. So končali tam gimnazijo, je bil najprej direktor Marko Bajuk, nato pa Mirko Jeglič in so celo tam končali in se počutijo, kot da bi bili doma. Čeprav je bilo težko, pravi, glede obleke, glede hrane. Ampak ljudje so si pomagali, so bili spretni, vse mogoče stvari delali in da je bil to prav taborišče, bil pravzaprav za vzor, kako naj bi to bilo. Ti so bili, kakorkoli je bilo, kot da so bili doma. Glavno del beguncev je šel na Koroško. Nekaj ste jih imeli tudi v Trstu. Torej, ti, ki so bili na Koroško, so skušali ohraniti zveze, veš se, mi smo v Münchnu, kot sem že omenil, organizirali Jugoslovanski narodni odbor. V tem njegov predsednik je bil srbski general Radovoj Popovič. In v njem so bili slovenski zastopnik, polkovnik Glušič, doktor Zdravko Kalan
in jaz. In tam smo skušali pomagati pa organizirati slovenske begunce in kakor je potem, jaz sem to prišel delno za župnijo, dočim ona dva sta vodila drugi del, ker pa sta odšla iz Münchna v St. Johann v Avstrijo, v Pengau, in od tam so imeli zveze z taboriščem v Špitalu in od tam seveda preko njih v Jugoslavijo. Oni so imeli prilično dobre zveze, tudi s Trstom, kjer so organizirali takrat slovensko šolstvo. Tam je bil vodja slovenskega šolstva v Trstu Srečko Balaga, moj kolega z gimnazije v Ljubljani, ki me na vsak način bil rad imel v Trst. Ker je rekel, ti si kacet, da to toliko dajo, mi boš lahko odlično pomagal. Jaz sem rekel, jaz nimam namena hoditi v Trst, tle sem se zdaj stvari kolikor toliko v redu in tu delamo, torej hvala lepa. Ampak oni so imeli stalne zveze, kakorkoli, tako smo vedeli približno, kaj je v Trstu, pa kaj je v Rimu. Več zvez smo pa imeli z Špitalom. Tu sta pa Osebno Glušič je organiziral mrežo, da so fantje hodili v Slovenijo gledati, kakšna je situacija, zbirati podatke in vse to v glavnem za ameriško obveščevalno službo. Kajti mi smo, ko smo v Münchnu, pa smo v Salzburgu pristopili, smo nekako stopili v zvezo, smo se z njimi tam povezali že takoj, 45 let, takoj po osvoboditvi, ko smo z Dachau prišli. In tako smo imeli potem skozi z njimi zvezo. In so nam pomagali, kakorkoli, ena in drugo reč. Se pravi, jaz sem bil časopise izdajal, jaz sem bil za to odgovoren, sem se za tiskarno na Rotkreuz v Münchnu dogovoril, da oni so nam tiskali najprej Jugoslavijo, potem pa Slovenijo. Kolikor je bilo, da smo skušali ljudi informirati. Da je seveda druga reč je, ko je Glušič je potem organiziral ilegalo in je pošiljal Matjažev glas. Ne vem, ali ste ga kdaj videl ali slišal. Ne, to je v tem naj bi ga pošiljal v Slovenijo in svetoval, kako organizirati celice in vse skupaj. Sploh odpor proti režimu. In to so fantje dol nosili, to so mi povedali, drugače pa jaz sem te stvari, jaz sem tiskal, sem tudi urejal, kolikor je bilo, ampak nisem za Matjažev glas lahko nobene stvari napisal. To je bil Glušič čez. Ne vem, koliko je kanal imel, ampak v glavnem meni je to Glušič prinesel, jaz sem nesel tiskarno in v redu. To je bilo naše delo, ker smo bili v Münchnu. Vsa leta smo gledali kakorkoli informirati, posebno one lagere v Špitalu in eventualno tudi v Trst in v Italijo. Glušič je šel, mislim, ponovno dol tudi v Eboli, kjer so bili neki v ameriško-angleških rokah jugoslovanske uradne vojske, vojne ujetniki. Te stike smo vzdržali vse skupaj, kar je bilo v naši moči, pa v našem okvirju. Večji del so bili to preprosti kmetje. Množica, ki so s svojimi vozmi šle skozi tunel, pa tam na Koroško. Med njimi je bilo pa seveda tudi veliko duhovnikov, tako v Špitalu jih je bilo cel kup, pa tudi drugih intelektualcev.
veliko je bilo tudi akademikov in študentov, in torej pa potem mladine, ki je potem končala šolanje v gimnazije, v srednje šole v Špitalu pa v Lincu. To je bil drugače, to, kar je se je selilo, je bil povprečni Slovenc, ampak kar je to, selili so se tisti, ki so bili najbolj aktivni. Ker tisti, ki so bili tih, ki se niso udejstvovali, so ostali doma in rekel, se jaz nisem bolj. Tisti, ki so bili pa aktivni, so pa vedeli, da so nevarnosti, da jih bodo komunisti pobedili, tisti so pa bežali. Ja, oni so potem pač gledali kakorkoli, kako so prišli. Mi smo bili celo vrsto teh kmečkih družin v Clevelandu pa po Ameriki, ker potem so šli vse povsod, ker večji del za kmečke ljudi so bili sponzorji v Ameriki podeželju, zunaj, v Minnesoti na različnih krajih. In teh pomorov je bilo po vseh veliko. Vse vidnejše ljudi, premožnejše, ki so kaj bili, so jih že prej likvidirali. In da kdor je še bil, pa da je z njimi delal, je bil v strahu, da ga čaka isto. Glavni je bil strah. Nihče ne zapusti svoje domovine, to se lahko predstavljate. In so bili že na Gorenskem, pa tam so se zmeraj premišljali, kaj pa kako se ne bi vrnil. Ja, fojbe. Oni so veliko. Tam so veliko Italijanov likvidirali, še več pa Slovencev, v glavnem so Slovence. Katerikoli se je kadaj udejstvoval, proti njim ali se je izkazal kot zavednega Slovenca, je bil v nevarnosti. Če bi bila ustava, to bi bilo za Slovence rešitev sijajno. Zgubili se je zavrti. Politike, ki pa je zavrti komunistične revolucije. Da ni bilo komunistične revolucije, da je v Sloveniji potekala vojna kot normalno, vojne ujetnike in vse to, bi danes bil Trst in Gorica slovenska, o tem ni dvoma. Dvomim za celot, ampak Trst pa Gorica bi bila pa gotov del Slovenije. Se vidite, Italijanom so to vzeli v mirovni pogodbi v Parizu. In so pa držali v rezervi, kakšen bo razvoj v Sloveniji. In ko je Tito pobegnil iz Visa enostavno k Stalinu v Moskvo, je Churchill videl, koliko je ura, in Churchill pravi, da je Tito ga je nalagal. Ni. Tu je slika jasna. Ne morajo tajiti. Najprej, ko sta prišla, prva reč, da bi je enakopravnost, to je bil drugi dnevnik napadov, da prihajate v Cleveland dva intelektualca s krvavimi rokami. To ne bi bil doktor Kalan in jaz. In seveda, to bi je moj sponzor takoj v nedeljo zjutraj, ko sem se pripeljal v Cleveland, pa šel v Paš svet povit, to enakopravnost ponudil. No, jaz sem šel potem v ponedeljek naravnost v njihovo uredništvo, zahteval urednika, ki so pa rekli, da ga ni. In koncu, po 2 urah se je pojavil in sem mu povedal, zahtevam, da to prekliče, kar je napisal, oziroma objavi mojo negacijo. In je seveda to odklanjal, je rekel, da tega ne more narediti. Sem rekel, če ne morete, tako boste pa preko sodišča. Posel pa se posvetovali, čez eno dobro uro so mi pa sporočili, da bodo to naredili. So potem moj odgovor objavili. Ampak od tega sem imel potem ta plus, da ta urednik je bil drugačen, je bil dobra duša. Je bil sicer tudi zagrižen komunist, ampak on se je nekje
dol med Hrvati komunizma navzel. Je na Reki študiral, pa potem je bil v Zagrebu, je bil. In tam je kasneje marsikaj povedal glede njih. Ampak drugače smo se pa borili, ker veste, je pa od ameriške domovine, ki je bila na katoliški strani in proti Titu, so me pa prosili, če bi tam pomagal dopisovati ali pa urejati. In tako sem najprej sem dobil zaposlitev v Sili Metrasi, smo drarte smo delali. Pa sem bil pa kovaški pomočnik na njujorških železnicah, ker so bile tle železnice v Hollywodu. Nekje je bilo treba začeti. In jaz sem rekel, mene ni ne strah, ne sram. In tako sva s Kalanom šla oba v Kovačijo. In drugače bom se uredil. Po nekaj mesecih, mesec, dva, sem delal tam, potem smo pa, me nekako pravilo, v ameriški domovini je doktor Miha Krek je bil prej pomagal, odšel v Washington, pa so pa mene naprosili, da bi prišel na njegovo mesto. In potem sem postal urednik ameriške domovine za naslednjih 30 let. Tam je bila pa potem glavna borba za Titovci, oni so seveda hvalili, mi smo pa pisali pa razkrivali, kako stvari grejo. Koliko toliko ljudi informirali o razmerah doma. No, to je bilo glavno moje delo. No, seveda, ravno s tem urednikom enakopravnosti, doskrat, on je bil takrat, mi smo se zbirali pri Arštetu, tam je bil moj sošolc z Univerze v Ljubljani, se je tam priženil in je imel tisto gostilno. In dan smo se shajali, tako je bil tudi ta prihajal tja. In doskrat sva debatirala o vseh teh stvarih. In nekoč, ko je bil malo že preveč vinjen, pa ni mogel, sem ga peljal domov v Narodni dom na Vaderlo, ki je bil bližje njegovega doma, ste rekel, te je pa že domov peljal. Ne, jaz nismo nobenega sovraštva, kakorkoli. Tudi njihove ljudi, tako z Janko Rogel, ki je bil dober prijatelj Luja Adabičeva, je v bližini, tako sem jaz stanoval v bližini. Smo se večkrat srečali, pa zgovarjali, debatirali. In on mi je te stvari podval, kako je bilo, ko sta bila za nami še pri Trumanu. In moj Truman rekel, dost, jaz poznam to. Tako. No, in seveda, bili so nekateri mlajši, kakorkoli, ki so bili bolj radovedni. In me so imeli sestanke, prvič, vse te stvari sem jasno pa raztolmačil v listu, v uredniških člankih, pa tudi sicer. Sem čutil, da je potrebno v kakšni stvari kaj več napisati, sem napisal. Drugače so imeli pa sestanke, pa društva so me vabile na razne. Ni bilo poroke, da me ne bi bili vabili. Tako so me zmeri v tej sredini. In tam smo se razgovarjali, vsem tem prosto. Ja, jaz sem bil, kar se domovine tiče, do domovine sem jaz vedno pozitivno usmerjen. To je moja domovina, kakorkoli. Ni nobenega dvoma in poznam njeno preteklost, njeno zgodovino, tam je moje srce, to je doma. Ne morete predstavljati drugega. Dobro, jaz sem v Ameriki 70 let, Amerika je dobro, moj dom, moja domovina, ampak ni moja očetnjava, ni moje, tam je pa moj dom, res dom. Sem prvih 30 let tam preživel, to si lahko predstavljate. Jaz sem že človek, ki je bil popolnoma zgrajen, šel v tujino, ne mlad ali pa emigrant.
Zato je moje gledanje drugačne, kot boste pa od marsikoga drugega slišali. Vidim, smo vedno drugače redne stike, jaz sem redno bral ljubljanske časopise, samo naročene. Pri ameriški domini smo to redno brali. Zdaj je težko reči. Saj je bilo več naših ljudi, ki so pritegnili, ki so imeli svojo besedo v društvih. Jih je bilo veliko, ampak vse to je bilo kratko, ker so večji del pomrli. To, če vzamete prvih 10 let, to je bilo življenje čisto drugačno. Vse se je govorilo, kaj je bilo, pa kako je s temi našimi tam. Ne? In takrat je bilo polno zanimanja in vsega, posebej pa polagoma se je pa to ohladilo. Ljudje so se uživljali v novo življenje, v nove razmere. To je naturalni razvoj. Ne morete preprečiti. Saj sem rekel, vse, kar lahko dosežemo pri tem, je, da malo zavlečemo. Ne. Ker tudi pri Fari, ko smo mi prišli pri Fari, so že bili delno opuščali slovenščino, ampak potem smo mi zahtevali, da so jo znova opeljali. Ne. In smo potem znova slovenske sobotno šolo. Je pevski zbor Korotan, pevski zbor Slavčki, potem je kulturni slovenski oder, vse mogoče stvari. Jože Godina je celo neke vrste tiskarno imel, je celo par knjig to tiskal. To je bilo, so bili, ampak ne morete na tujem svetu domače cvetje gojiti, ne gre. Ampak za prvih 20 let, 50 pa 60, moramo reči, da so Slovenci, to je nova emigracija, prinesla renesanso slovenstvu v Clevelandu. To pa drži. Dolgo časa se ni noben, tudi nekateri, ki so bili v težavah, pa so še tako bili, pa se ni odločil, da bi se vrnil. Šele enkrat tam proti koncu 60 let, mislim, da so se prvi vrnili. Iz Amerike, iz Združenih držav jih ni dosti. Če je kakšen ducat, pa še toliko ne vem, če jih je. Pač pa imate več Argentincev, to je pa druga reč. Je to, kar so zunaj, ti bodo živeli normalno in se vključili v tujino, v tuje narode. To ni dvoma, bolj. Nekaj časa bodo ostali bodo še slovenske pesmi, te najbolj ostajajo, pevski zbori eksistirajo, ki so več kot 100 let nekateri. Sloveniji doma pa želi samo demokracijo, svobodo, resno svobodo. To je vse, kar je želim. Nekakšne spremembo meja ali kakorkoli v doglednosti ni računati. Upamo, da bo ostalo, ker slovenski narod je rasel iz krščanstva in na krščanstvu. Sem prepričan, da bo na tem tudi ostal. To je kakor zavisi. Nekateri konzulirali vse skupaj, torej, ko je bil veleposlanik Petrič v Washingtonu in tam potem v New Yorku, smo se zelo dobro razumeli. Bi je pisal, ki je bil potem poslanik na Dunaju večkrat, smo se razgovarjali po telefonu, vse. In prav tako tudi z nekaterimi drugimi. Smo imeli dobre zveze, ampak osebno. Ne morem pa reči. So pa bili tudi nekateri, ki niso kazali zanimanja. To je zavisi oseben odnos.
No, ne bi mogel reči. Moja žena je velikokrat mi rekla: "Vinko, pazi, tebe bodo ubili." Jaz sem se smejal, sem rekel: "Jaz tega strahu nimam." Ampak verjetno je bil marsikdo, ki se je bal. To je razumljivo. Posebno ko so slišali za enega pa za drugega, kaj je bil ubit tam po Nemčiji, so jih več pospravili. Tukaj v Ameriki ne vem, da bi bil kdo. To je življenje, nič ne morete reči drugače.